Kako nemirno je bilo na naših družbenih omrežjih pa v rubriki Spletke. Živjo, Metka! Živjo. Prej bi rekla, da je bilo pestro. Opažamo, da ste nekateri v komentarjih marsikdaj tudi žaljivi do vrstnikov in to res ni prav. Zelo pa vas sicer zanimajo predvsem novice iz vašega sveta. Prispevek o dijaških domovih je bil tako v zadnjem mesecu na YouTubu in TikToku najbolj gledan. Prejšnji mesec smo vas vprašali, koliko časa na dan preživite ob TikToku. Več kot polovica vas je odgovorilo, da manj kot 1 uro na dan, kar je super. Za tiste, ki za to porabite več časa, pa ima TikTok novost. Uvedli so samodejno 60-minutno omejitev časa pred zaslonom za vse uporabnike mlajše od 18 let. Po 1 uri bo sicer mogoče naprej spremljati aplikacijo, a s posebnim geslom. Pri mlajših od 13 let pa naj bi za to poskrbeli starši. Veš kaj, Metka, meni pa se zdi uporabna novost opomnik za spanje. Ob določenem času te aplikacija spomni na odjavo. Ti pa si se te dni bolj kot TikToku posvečala setfishingu, kaj ne? Tako je, Klara. Z učenci osnovne šole Vide Pregarc in strokovnjakoma sem se pogovarjala o objavljanju žalostnih fotografij na družbenih omrežjih. Prejšnji teden sem bila zelo žalostna, zelo sem jokala, slikala sem se in to je ta selfie. Razmišljam, ali ga naj objavim na Snapchat ali ne. Katera meni, da ga naj objavim? Okay. Setfishing je v bistvu javno deljenje svojih negativnih čustev. Mladi objavljajo žalostne fotografije predvsem zaradi tega, ker si želijo sočutja, ker si želijo nekoga, ki bi poslušal, iščejo neko pozornost. Eni ljudje dejansko ne znajo izpovedovati svojih čustev in je mogoče to za njih najlažji način, da pač povejo nekomu, da so dejansko žalostni. Nekateri pa žalostnih fotografij ne objavljajo, ker bi si želeli pomoč, temveč za pridobivanje všečkov. Kadar vidimo, da je nekdo objavil neko tako žalostno objavo, pravzaprav nikoli ne moramo biti 100% prepričani, da je ona res žalostna. Ne? Lahko gre za igro, lahko gre za kakšno res oglaševanje ali kaj podobnega. A išče pomoč ali sam lajke? Pomoč. Pomoč? Pa ta? Pomoč. To tudi mislim, da res. Ne. To pa mislim, da ne. Mislim, da res išče pomoč. Samo iz fotografije je zelo težko presoditi, za kaj gre. Tudi če bi samo jaz mislila, da ta oseba išče samo všečke, bi se ji vseeno odzvala. Napisala bi, kaj je bilo ali pa kaj. Pa če se le da, ga vprašajmo v živo ali pa ga pokličimo po telefonu, ne samo komentar napisati pod objavo, ali si v redu. Pomembno je, da povemo, kadar smo žalostni, a objavljanje teh slik na Snapchatu morda ni najprimernejši način za iskanje sočutja, pomoči in posluha. Jaz mislim, da ni pametno objavljati žalostne slike, zato ker bi se lahko drugi norčevali s tebe. Boljši načini so predvsem, da poiščemo nekoga v svoji okolici, kateremu zaupamo dovolj, da imamo občutek, da bo razumel, kako nam je in da nas bo predvsem poslušal.